Gledate oddajo Klepet ob kavi. Kaj si mislite o temle trendu poletje 2020? Ne? Ja, kot vidite, bomo majčkeno beli na nekaterih mestih, če bo seveda to držalo. Ok, doma seveda jih ne bomo uporabljali. Zdaj tujina, bojda vrata so nam odprta, zdaj koliko bomo na mejah se zadržali, bomo še videli. Mogoče bomo celo bolj srečni, če bi se spekli kar doma na kakšnem domačem štedilniku, ne, šalo na stran, ampak vse imamo pa en dober nasvet, namreč bralka nam je poslala en lušten in res zelo pameten nasvet glede opeklin, ne. Babica je povedala, da ko pride do opekline, da najprej damo pod mrzlo vodo, nato namažemo z alojo in potem po nekem času damo gor še pol limone. Zapeče kot hudič, ne, ampak baje potem res rdečica zgine, bolečina zgine, tako da dajte probati, bojda je res enostaven in sila učinkovit recept. No, in ko že govorimo seveda o teh opeklinah in virusih in še vsem, kar zadnje čase, samo še o tem govorimo, ne omenjam 90% medijev je seveda okupiril koronavirus, pa smo vmes našli še en tak zanimiv zapis doktorja dentalne medicine, gospoda Gregorja Knafelca, ki je objavil tole, ne, jaz sem zdaj to prebrala, ker je meni to pač zanimiv. Si predstavljate smrtonosni virus, ki ga v 20 sekundah umijemo z milom in vodo? Virus, ki je tako pameten, da raje pobija starejše kot otroke? Si predstavljate virus, ki leti samo 2 metra in ne 3 metre? Si predstavljate virus, ki je nevaren za vse nas, ni pa nevaren za politike? Smrtonosni virus, ki te takoj ubije v parku, na sprehodu, ne pa na bencinski črpalki, v Hoferju, v Mercatorju, ki okuži moža, ne pa njegove žene, ki okuži samo zdravnika in nobenega v bolnici. Ja, in te stavke so me seveda tako ganili in mi dali zamisliti, zmedli so me, da sem rekla, Gregorja moram povabiti v studio. Gregor, lepo pozdravljen. Živo. Rekel si, da bi še nekaj dodal, ne, nisem vsega prebrala, ker je tega res si napisal cel esej, ne, ampak kaj je še pomembno tukaj, kaj moramo še poudariti danes? Da pri enih se sam prenaša naokoli, drugi pa zbolijo in pol en dan ima vsega zadosti in zgine. In mu rečemo, bye bye, arrivederci. Ja. Ok, povej mi, kako si ti v bistvu dejemo ves ta čas, zdaj razpisal si se, v bistvu mislim, da si ujel misli marsikaterega državljana, recimo Slovenije, če se samo na nas zdaj osredotočimo, ne, pa vseeno, koliko ti gre ta koronavirus stanje na živce, koliko te je, vidim, da te je kar znerviral, ne? Ne, je pa zanimivo živeti v tem času, da vidiš, kaj se vse da narediti na tem svetu, če eni tako hočejo. Ne, se vse ustavi, ker so se tako zmenili. To se mi je zdelo tako nikoli videno v zgodovini in zdaj pa živimo tukaj. Pa kdo misliš, da se je to zmenil? Konkretno? Konkretno, glede na to, da vse vlade enako delajo, več ali manj, mislim, da je to zmenjeno na višjih političnih nivojih, da to mogoče koordinira Združeni narodi, ne, in te imajo kakšne svetovalce, ki govorijo politikom, kako naj se obnašajo, kaj naj delajo. Tako da, glede na to, da vsi enako delajo, mora biti skoordinirano na višjem političnem nivoju. Ok. Zdaj, če smo malo spremljali to situacijo, šole zaprte, gostilne zaprte, tovarne so pa super delali naprej, več kot 100 delavcev v zelo majhnih prostorih, ki so prihajali domov k družinam, ne? Ja. Kaj je zdaj to, dvojna merila? Ne vem, jaz tudi ne razumem, določene stvari si ne znam razložiti. Dvojna merila, ker za moje pojme biologija tako ne dela. Ne, to ni... Virus ne more tako biti, tak virus ne more biti, da bi izbiral. On pride, naredi delo in je dokonča. Ni, da bi tebe ne bom, ti si mi sladek, tebe bom. Ne. Pride in naredi, ne izbira. To si se naučil na medicinski verjetno fakulteti, ne? Če bi bilo tako. Če bi bilo tako. Ja. Drugač pa znanje moje pa govori, da virus vsak sam naredi. Ne. To sem jaz napisal. To je tista pomembna stvar, da virusi so, niso pa kužni. Niso kužni? Ja. Jaz mislim, da smo vsi tako naučeni, pa že naši starši tudi, da te kar ena bakterija jo kar fašeš, da virus kar preleti in da smo kužni, da se moramo kihati, usta zapirati, da nas kar sreča bolezen, da imamo smolo, pol moramo biti doma, da ne trosimo tega naokoli, da tako biologija ne laufa. Ne? Torej virus se ne prenaša, praviš? Virus ima vsak sam svojega naredi. Ne, vsaka pljuča naredijo svoj virus, recimo kle korona, jetra naredijo hepatitis virus, ko rabijo ščistiti svojo okolico.
Tako da ne moreš se okužiti. Kakšne so pa tvoja priporočila recimo v tem primeru? Normalno življenje naprej. Normalno življenje naprej. Kaj pa maske, kako je s tem pa z rokavicami? Koliko si kaj? Pač tam, kam moraš neverjeten. Dobro, mi smo tako naučeni, ne, da pač rabiš nagobčnik. Tako so rekli. Vsi poznajo zobarja tako. Ne. In ker so se v šoli naučili, to delamo. Je pa naporno, ne, ko kakšne procedure pri nas trajajo tudi uro ali pa še več, dihati tam noter, to ni najboljše. No. Jaz po nekaterih izsledkih sem zasledila že, da v bistvu je to zelo škodljivo za zdravje. Ja, sej moj črn scenarij, glede na to, da bi lahko to bilo uigrano na višjih političnih nivojih, predvideva tudi dodatno zastrupljanje ljudi. Ne, s tem, ko si moraš razkužiti roke, si bolj dovzeten za težave, ko pride kemija noter. Če moraš izdihan zrak dihati, po moje zelo škodi, ali pa vem, da škodi. Ne, ker kar je za ven, je za ven. Ne, da moraš piti svoje scenije. Ne, če je za ven, je za ven. In zdaj, če moraš držati na gobčni gori vsi in to dihaš nazaj, spet v pljučih si škoduješ. Mogoče hoče imeti zato več evidenčnih pozitivnih primerov in se jih na tak način da narediti. Ne. Vstani doma v zaprtem prostoru, razkužuj si roke, dihi skozi masko in boš super pacient. In bo svet tvoje telo razvilo novo korono, ampak tvoje telo, ne. Razumem. Pa kaj misliš, da je v bistvu bil sploh načrt? Zakaj je ta koronavirus prišel? Ne vem, kaj naredi čistko? Kaj je fora? Povzroči tako veliko gmotno kaj naredi korona? Kaj je fora? Zakaj? Korona? Ma sploh korona ni fora. To je umetno ustvarjeno, bi jaz rekel. To so naredili v pisarni. So se zmenili, so naredili tak zloben načrt in so prišli do teh. Ta scenarij je pelel po tej poti, ne, da se morajo vsi enako obnašati, vsi isto delati in pripelje do tega. Kaj bo končni rezultat, ne bi hotel vedeti. Kaj pa ta strah, ki se širi? Zdaj se veš, mediji, vse posod se samo to še bere. Ja, ljudje so pa zelo prestrašeni. Ja, prestrašeni so, strah jih je, depra, gor dol in to vemo, da vse vpliva zelo na imunski sistem. Pa si s tem v bistvu še večjo škode delamo, če gledamo te stvari, ali kako? Ja, kakšenkrat bi bilo dobro televizijo ugasniti. Ja, ne? Ne Planet TV. Bravo, dobro se tole naučil, veš. Kako pa v bistvu zdaj poteka recimo tvoja praksa? Zdaj začeli ste že delati, zdaj naval je verjetno velik, ampak se iz pacientov pa v bistvu ne morate vseh sprejeti, ker je kvota drugačna zdaj, glede na to, koliko imate dodatnega dela. Jaz mislim, da se eni bojijo priti sploh. Sploh mi zobarji smo najbolj rizična populacija, najbolj rizičen poklic, bi rekel, ko tam vse šprica okoli. Tako da, če bi te stvari obstajale, bi jaz bil, po moje, vsak mesec na bolniški. Vse te naše bolezni delujejo tako oportunistično. Se pravi, če si ti zdrav, ne boš zbolel. Če je pa v telesu neko neravnotežje, nekaj zastrupljenega, potem pa pridejo te bakterije do tebe, narediš svoje viruse, dobiš virozo, ampak to je naravni proces zdravljenja telesa, ko naše telo je mašina. Torej sami si ga na nek način proizvedemo, če že, ne? Moramo si ga proizvesti, ker v našem telesu živi polno bakterij, več kot je naših celic. In te nam pomagajo živeti, nam delajo, so nam v pomoč, smo prijatelji. In če je to porušeno, to ravnotežje, se pravi, da je vse skupaj zastrupljeno, ali je zastrupljen zrak, ali je zastrupljena voda, ali je zastrupljena hrana, ali je napačna hrana za človeka, ali pa napačna kombinacija hrane, ali pa da imamo kakšno pomanjkanje, ali pa da smo polni zdravil. To vse moti sodelovanje našega telesa z temi mičkenimi bakterijami, temi našimi mrhovinarji, ki nam pomagajo. In ko je ta teren toliko zastrupljen okrog te celice, recimo celice pljuč, ker gre vse skozi žarelo, dihamo, potem te bakterije, ko so zastrupljene, one umrejo. Ne morejo predelati tistega, za kar so tam. Takrat naša pljučna celica naredi svoj virus, tu bi si jaz razlagal, kakor ene mikrobombice,
in jih vrže v svojo okolico, da vse to počisti, da te strupi grejo ven, da najdejo svojo svobodo, kako noter mi tega nočemo. Ne? In to potem gre ven, ali izdihaš, ali... Vročina, kaj tazga, pač kakor Ja, koli, gre da skozi kožo, sklicamo. izdihaš, gre skozi te naše izločevalne Karave. mehanizme. Ja. Kaj pa recimo razkožila, zdaj pri svoji praksi verjetno jih itak moraš uporabljati, ne? Kaj pa doma, kako pa ti zasebno, kako si z razkožili, ste na ti? Ne, Bog ne daj, Bog ne dej. ker to škodi. Ne? Kle so naši prijatelji, ne? Mi sodelujemo z njimi, oni nas ščitijo. No, poglejmo, kaj je o tem povedala tudi naša certificirana nutricionistka Jelena Dimitrijevič. Kaj pa vso to razkuževanje, zdaj pa rokavice, pa maske, kakšno je tvoje mnenje? Ja, v bistvu, seveda, to, kar ljudje danes uporabljajo, najprej ne znajo tega uporabljati pravilno, takoj, ko se ti dotakneš maske, je že konc, lahko je vrže stran, pa tudi tiste kirurške maske sploh ne zaščitijo tistih majhnih delcev. To je ena stvar. Potem tudi ta razkužila, če tudi govorimo, da virus ni živ, kako naj bi ga ubili. Ok, lahko govorimo o tem, da se razgradi ta ovojnica, ki je iz beljakovin, iz maščob, če uporabljamo ta sredstva. Ampak jaz mislim, da je problem v tem strahu, problem v tem, da zdaj hočemo, ne vem, vse nekaj umetno reševati. To pa dolgoročno nikakor ne prinese rezultatov. Greva zdaj. Ja, torej dolgoročno res tale razkožila vprašanje, koliko koristi bomo imeli od njih. Kakorkoli že, jeseni napovedujejo novo rundo. Seveda. Bo prišla, ne, seveda. Kaj se bo zgodilo? Na kaj se moramo pripraviti? Mogoče bo scenarij, ki so si ga zmislili, hujši. Ne? Da bojo pa res ljudje začeli umirati, ker bojo nekaj drugega spremenili. Ne vemo še kaj. Ne? Tako da zdaj je bil tak štih proba, da vidijo, dokaj smo zdržimo, pol bojo pa še kaj hujšega se spomnili. Upam, da ne, da je to samo tako fikcija. No. Kaj pa recimo, mutiranje, kaj lahko pričakujemo? Kaj v bistvu nas lahko čaka? Na kaj se moramo pripraviti? Da nam ne bo spet pol nas kakšen šok zadev? Najbolj enostavno je zastrupljeno ozračje. Na kakšen način bojo pa to naredili? A to pa jaz ne vem. To delamo sproti mi, ne, z kurjenjem plastike, z avtomobili. Ne, vse te strupi, ki niso v evoluciji bili, mi nismo bili seznanjeni z njimi, ampak so zdaj neke nove stvari, nas motijo, ne, motijo sožitje med človeško celico in tem malim mrhovinarčkom, ko je zraven, ko nam pomaga. Ne, v bistvu njega zastrupi, celica pa mi nočemo umreti, ne, oni parazit bo že zastrupljen, pa bo umrl, pol pridejo pa virusi na koncu. Ok. Kaj pa bi lahko ti potegnil pozitivnega recimo iz tega stanja? Res recimo, kar opažam je to, da je narava res rabila to na nek način, ne? Da smo se mogli malo zapreti, če ne drugega. To se mi zdi ena taka pozitivna plat. Ja, zato je dobro, da smo živeli v tem času. Probali smo, da se. Jaz mislim, da tehnika je dovolj razvita, da ne rabimo se razvijati še bolj. Jaz mislim, da imamo vsega zadost. Bi pa lahko na tem naprej delali, ne? Kaj se da še kaj izboljšati, ne pa sam rastati, imeti vsega še več. Vse verjetno na nek način, jaz mislim, da je marsikoga v glavi malo premaknilo, da vseeno bo stvari se od zdaj naprej lotevamo malo drugače. Ne vem, dvomim, da bomo še vedno hodili v sadeno trgovino, ne? Misliš, da nam bo kaj ostalo tega? Ja, denarni tokovi se bojo ziher spremenili. To drastično, ja. Službe bojo se spremenile. Telekomunikacije se tudi spreminjajo, ne? Bomo videli, se bomo pa prilagodili, ne? Kaj pa recimo, da je še eno temo moramo obdelati, ne? Grozijo nam, pripravljajo nas, govori se o tem, obvezno cepljenje. Kakšno je tvoje mnenje? Se boš cepil? Ne. Kaj pa, če bo obvezno? Ja, bi se probal s temi kolegi, ko bojo to sprejemali, pogovoriti, da kaj je res tukaj zadaj, ne? Aha. Ampak realno, če pač pride do tega, ne? Jaz verjamem, da marsikdo ne bo za to, ne? Nekateri seveda bodo, ne? Ampak nismo navajeni mogoče, da nam v teh letih, da nas želijo prisiliti na neki, ne? Kako zdaj v bistvu to moramo sprejeti? Ker vse vemo, kaj je problem teh cepiv zdaj, ne? Oziroma tega dotičnega. Posod beremo, da v bistvu je problem, da cepivo se toliko in toliko let pač raziskuje, to bo posebno cepivo, če jaz prav razumem, posebno cepivo bo to. To DNA, RNA, mikrotehnologija, nanotehnologija,
ki te bojo tudi na Čipi. poseben način cepili, zato da bojo ugradili noter v nas DNA in bomo postali počasi gensko spremenjeni organizmi, tudi mi. Tako da tega se je zabat, ne? Tako da po moje je kle konc svobode, take, ko jo poznamo zdaj. Ne? To je res, ja. Jaz mislim, da bomo mi nekaj naredili, ker ene par upornikov nas pa bo, ker se nam bo tako lepo pustila, ne? Verjetno. Cepiva, jaz nisem proti cepljenju. Ne? Moja cepilna knjižica je kar ima polno nalepk noter, ampak zadnje čase nič več, ker mi se ne shodi. Ne? Vsak kot zdravstven delavec bi se mogel vedno postaviti v vlogo človeka, ko mu boš dal storitev, spulu zob, cepu ga. Ne? In če on reče ne, je ne. To mora biti jasno. To nam je vsem jasno in še zmeraj smo pol lahko prijatelji, tudi če reče ne. In o cepljenju bi se mogli ljudje konkretno poizobraziti, da bojo se prav odločili, ker to lahko močno, močno vpliva na zdravje. Se pravi, mene tukaj edina stvar, zdaj govorila res izključno o cepivu proti koronavirusu, je to, da vem, koliko časa so razvijali druga cepiva obvezna. Ne? Tukaj pa pač tega ne bo, to bo pa zdaj, ne vem, ker čez par mesecev bo že cepivo na voljo vsem, ki bo bog ne daj, ampak obvezno. Ne? In kaj, bomo mi poskusni zajčki bolj na nek način? Točno tako. Filozofija cepiv je, da preskoči nespecifično celično obrambo in začne stimulirati samo specifično humoralno obrambo, mi temu rečejo, kamor so protitelesa. In to naredi na tak način, da to strese in pol ratajo protitelesa in to zmirijo in to rečejo, to je cepivo. Zdaj pri enih to strese konkretno in pride do avtoimunih bolezni, ki je definicija, da imaš preveč protiteles. Ne, taka medicinska. A to se bo dalo verjetno kako preveriti, ali ne? Verjetno pred cepljenjem bi nas mogli vsaj, a veš, marsikdo mogoče Dvomim, prebolel, da so vse te ne? raziskave najbolj čiste, z dobro viro narejene. Ker če ni virusov, ne, proti čemu te potem cepijo? Ne, ker zanimivo je, zakaj te cepijo proti gripi vsako leto, se vem, rečejo, da mutira. Ne, če gripe, če virusa ni, če ga sam delaš, ne, proti samemu sebe te cepijo. To se meni ne izide. Zanimivo Tako da, razmišljanje. in valjda je cepivo uspešno proti boleznim, ki jih ni, ne? Sam ti si zastrupljen, ker te strupi, ko jih dajo noter v cepivo, kakor so aluminij, formaldehid, Težke kovine, ne? težke kovine, mrtve celice, rakaste Zarodkov in celice, kaj to še vse, ne, to gre vse noter v tebe, pa po moje ni najboljše. Filozofija je v redu, rezultati pa zaenkrat niso dobri. Meni se ne zdi, no. Ker človek ni tako nebogljeno bitje, da mu lahko, da te bo vsaka bakterija ubila, da te bo vsak virus ubil, in da ti lahko samo še zdravniki pomagajo z raznoraznimi kemičnimi dodatki. Ni narava nas v milijonih let ni naredila na tak način, da smo čist bogi. In s to mislijo bova tudi zaključila. Hvala lepa za res tele izčrpne in kar malo še take... Ja, spet še bolj bomo razmišljali, Gregor. No, prvo si pa sem malo razmišljala, zdaj smo pa čez zmeraj, zdaj bom pa še bolj razmišljala. Kar je dober, kar je zelo pozitivno. Ja, se je malo drugače, ne? Je malo drugače. Poglejmo si še en mim za na koncu, ki ga je pripravila naša režija, kot je med korono ustavi policist. Ti pa si velepomembna oseba. Ja, in za njih seveda vse velja in je vse dovoljeno. Tako pač je. Lepo se majte in veliko se smejte.